Danes smo na obisku pri reševalcu po poklicu in prostovoljnemu gasilcu Anžetu Albrehtu, ki je eden tistih, ki se je prvi začel zavzemati za uporabo reševalnega pasu po sistemu. Anže, kako je že pravilno? Pravilo roko. Na levem pasu se umikamo skrajno levo, vsi ostali pasovi pa skrajno desno, kolikor gre pač. Anže, to je prišlo iz osebne izkušnje, ne? Ob reševanju, da bo treba nekaj storiti na področju umikanja vozil. Saj odstavni pas ni bil več tisto, kar bi moral biti. Definitivno, ja. Sicer ta pravila so že obstajala pred to mojo izkušnjo, ki ste jo omenil, ampak leta 2013 sem se kot prostovoljni gasilec, smo se prebijali na mesto prometne nesreče med Lomom in Uncem. Takrat je prišel do zelo dolgega zastoja, zelo hiter in nikamor se nismo mogli več premakniti. 500 metrov smo se že vozili po koloni, potem se je pa vse ostalo. Ni bilo druge kot izstopiti iz vozila in teči pred gasilskim kamionom, seveda v popolni gasilski opremi, 25-30 stopinj Celzija. Tako da na koncu, na kraj nesreče, sva prišla dva gasilca v bistvu že čisto izmozgana, utrujena in nisva na kraju naredila čisto nič več, kar je najinega dela. Ja, že med tekom se mi je pač porajalo vprašanje, zakaj ljudje to ne vejo, zakaj se ne znajo, zakaj je tak kaos. Ni bilo voznika, ki bi prav stal. Zato sem pa pač potem začel se aktivno samoiniciativno sem se začel truditi, da bi pač prišel do nekih ljudi, ki bi mi znali povedati, koliko je ozaveščena, koliko je plakatov, koliko je reklam in tega narejenega na to temo. In takrat sem ugotovil, da v bistvu temu ni narejen nič v to smer. 6 plakatov je bilo po 3 mesece na celotnem avtocestnem križu v Sloveniji in to je bilo absolutno premalo. Zato sem se pač odločil nadaljevati na Facebooku, odprl skupino oziroma stran in tako je šla stvar naprej. Anže, a je reševalni pas optimalna rešitev, vsaj kar se intervencij tiče? Ja, absolutno je optimalna rešitev, ker imamo odseke brez odstavnega pasu, imamo odseke z ozkim, se pravi 2,5 metra širokim odstavnim pasom in imamo odseke tudi po novem že z odstavnim pasom širšim. Tam bi sicer načeloma šlo, da bi se tudi reševalne ekipe in vzdrževalci vozili po odstavnem pasu na nek kraj dogodka, vendar bi preveč drobili ta pravila in absolutno je to optimalna, sploh po novih spremembah zakona. Mislim, da če bi se vsaj 80% voznikov držali tega, da ne bi imeli več težav s prebijanjem na kraj nesreče. No, ena anekdota je tudi s samim zakonom, ne? Nekateri, vsaj na forumih, na spletnih medijih, govorijo, da se sploh ne smejo umakniti na odstavni pas, takrat, ko pride reševalno vozilo in bi mu naredili ta koridor. Kako je s tem? Si v prekršku, če se mu umakneš čez črto odstavnega pasu, ali je to dovoljeno? Še pred zdaj spremenjenimi pravili? Ja, v bistvu tako, vsi, ki se s tem aktivno ukvarjamo, od strokovnjakov do takih, kot sem jaz, zainteresirano javnostjo, v bistvu smo enotnega mnenja, da to ni prekršek, ker je odstavni pas namenjen ustavljanju v sili, kar pa umikanje reševalnemu ali pa gasilskemu ali pa kateremu koli intervencijskemu vozilu tudi je. Je pa ja, če bi se natančno držali do sedajšnjega zakona, do sedajšnje te alineje, bi pa dejansko lahko policija napisala kazen in sodišče bi jo potem takem tudi upoštevalo, verjetno po zakonu. Ampak v praksi? Ampak v praksi je pa, nisem še slišal, da bi katero od policistov napisal kazen, niti ne poznam policista, pa jih ne poznam malo, ki bi se to lotilo delati, pa še nekaj v praksi. Če se ne umikamo na odstavni pas v praksi, gasilci ne moramo priti skozi zastoj. Kako je tu v tujini? Verjetno ste gledali tudi kakšne druge evropske države. Kako imajo urejeno, kako ljudje upoštevajo reševalni pas? Ja, definitivno bi bilo dobro, da bi na evropskem nivoju zadevo uredili enotno. Vse severnoevropske države imajo nekako v tem stilu reševalni pas, vendar prihaja do, ne vem, mislim, da je Poljska ali Češka, ne bom rekel za gotovostjo, ampak če imajo 4 pasove, 2 levo, 2 desno, medtem ko druge države, se pravi Avstrija, Nemčija, Belgija, pa imajo reševalni pas, tako kot ga poznamo zdaj v Sloveniji. Se pravi, da se samo najbolj levi pas odmakne levo in vsi ostali desno. Tako. Je pa res še nekaj prakse
iz Avstrije so dobre, veliko posnetkov obstaja na medijih, veliko slik, zelo malo težav z reševalnim pasom, medtem ko Nemčija ima pa večje težave. Kdo bi si mislil? Ja. Nemcev je veliko, jaz mislim, da v Sloveniji smo že napredovali, kar se tega tiče, vsaj v zadnjih 4 letih nas je malo in je lažje doseči nek določen procent voznikov, kot pa v neki Nemčiji, kjer pa res imajo težave. Kaj pa zdaj, če gremo malo stran od reševalnega pasu pa od odstavnega pasu, kaj pa tam, ko imamo Slovenci 3 vozne pasove, pa sploh najbolj desnega ne uporabljamo, ker rečemo, to je pa pas za počasna vozila, tako imenovan pas za počasna vozila, jaz se tu ne bom vozil. Kako to vpliva na vas, reševalce, gasilce? Ja, v primeru ustavljanja oziroma zastoja se to takoj pozna, ker ko prekratka varnostna razdalja, enostavno nimamo več časa potem zaviti na tisti desni, skrajno desni pas. Vse so vse glasnejše, tudi zdaj informacije oziroma vse glasnejši pozivi, da je treba tudi na tistem področju nekaj narediti. Dejansko jaz kot voznik reševalnega vozila opažam, da je zdaj prehitevalni pas namenjen vožnji, vozni pas pa umikanju tistim, ki pa so zadaj živčni ali pa tako nekako. To je treba kulturo popraviti tudi na tem nivoju in tudi reševalni pas bo posledično pol lepši in lažje ga bo ustvariti. Kakšen je odziv, zdaj ko imate Facebook stran, ko ste bolj aktivni, kakšen je odziv javnosti glede na reševalni pas? Je veliko tistih, ki, to vemo, spletnih portalov radi komentirajo in so zelo negativni? Ne, ni veliko. Moram priznati, da pred kratkim je bil v časopisju nek članek in ta članek je edini in prvi, ki sem ga jaz v zadnjih 4 letih zasledil, ki je demantiral uporabo in pa pomen reševalnega pasu. Menim, da pač ni bil napisan strokovno oziroma niti ne o pravih strokovnjakih, s katerimi sem pač tudi jaz navezan in sem tudi potem po objavi tega članka tako jih poklical in smo se pogovorili in ja, smo bili enotni. Reševalni pas, kot ga poznamo pač v tem trenutku v Sloveniji, je trenutno najbolj optimalna rešitev. Odziv javnosti je pa dober. Mislim, definitivno že samo v medijih se veliko več govori, kot se je pred letom 2013. In pa Facebook pač dela čudeže, marsikaj smo dosegali, jaz kot prostovoljec, kot brez organizacije v zvezi s tem reševalnim pasom, sem v bistvu ponosen na to, da se je ta moja stran tako prijela. Agencija za varnost v cestnem prometu me je nagradila za posebne dosežke na področju prometne varnosti, civilna zaščita z bronastim znakom civilne zaščite Republike Slovenije in tako naprej. V glavnem, to so priznanja, ki povejo, da delamo dobro in zato bomo tudi vztrajali naprej. Še zadnje vprašanje. Se kolegi, gasilci, reševalci, tisti na intervencijah, policaji držijo tega reševalnega pasu ali jih včasih še vedno zamikajo na odstavni pas? Opažamo, da se še dogaja, da jih zamika, da se vozijo po odstavnem pasu s to miselnostjo, da bojo prej na kraju in da bodo pač več naredili, vendar je tega res zelo malo. Predvsem gre za vzdrževalce, po radiu slišimo, da so vzdrževalna dela, se ljudje avtomatsko ne umikamo, kar je napaka. Tudi takrat je treba nekdo intervencijo opravi na drugem koncu oziroma se mora prebiti preko tega zastoja. In ja, mislim, da se je tudi s tem, ko je v javnosti toliko več govora o tem, da se reševalci, gasilci, policisti so se tudi sami pri sebi začeli zavedati, da je treba držati neko smer, da se bojo ljudje pač tega navadili. Kot reševalec, kaj pomeni, če 10 minut izgubiš v zastoju? 10 minut je življenje ali pa smrt. Tukaj je 1 minuta, ko nam srce ne bije, potrebujemo reanimacijo. Vsaka izgubljena minuta je 10% manj možnosti za preživetje. Že, hvala.